Dober dan in lepo pozdravljeni na novinarski konferenci, kjer bom skupaj s publicistom Romanom Leljakom spregovorila o posledicah uveljavitve zakona o varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva. Kot veste, je na referendumu 67,37% ljudi zavrnilo slab zakon, ki ga je pripravila vlada Alenke Bratušek. Ta rezultat nedvomno kaže, da so ljudje upoštevali argumente stroke, ki je bila pri tem vprašanju jasna in tudi enotna, in sicer, da se arhivi s pomočjo anonimizacije v resnici zapirajo. Ljudje so sledili tudi argumentom uporabnikov arhiva, to je raziskovalcem, zgodovinarjem, publicistom in ostalim. In nenazadnje ljudje so sledili argumentom Slovenske demokratske stranke, ki je ves čas opozarjala, da se z uveljavitvijo tega zakona bo zgodilo to, da bodo arhivi v celoti zaprti. In dejansko, če pogledamo takšen dokument, ki ga imam danes pred sabo, tako izgleda dokument, ki ga raziskovalci dobijo v vpogled. Praktično ves je anonimiziran, počrnjen, kar pomeni, da je praktično za raziskovalce neuporaben. Poleg tega anonimizacija lahko traja več mesecev, če pa gre za recimo nek obsežnejši dokument, recimo znan je dokument pod številko 2534, ki ima 65.000 strani, potem pa takšna anonimizacija lahko traja tudi več let. Tisto, kar je pa ključno za opozoriti tudi pri problemu anonimizacije, je tudi to, da tisti, ki izvaja anonimizacijo, lahko praktično počrni karkoli hoče, zaradi tega, ker se nad njim ne izvaja nikakršen nadzor. Danes je na podlagi veljavnega zakona praktično nemogoče priti do dokumentov službe državne varnosti in pa tudi do posamičnih dosjejev. Že tako ali tako je bilo v Sloveniji uničenih približno 80% arhivskega gradiva, zdaj pa se tehnično onemogoča vpogled še v te preostanke, pa čeprav bi morali biti zaradi interesa zgodovinske resnice popolnoma odprti in dostopni. Naj pojasnim, da sem na zaslišanju nove ministrice za kulturo vprašala, ali bo šla v spremembe zakona. Ministrica je takrat dejala, da ne bo šla v spremembe zakona, zato ker gre po njeno za ideološko vprašanje, kar pa je popolnoma nesprejemljivo. Tukaj ne gre za nikakršno ideološko vprašanje, ampak gre za vprašanje identitete naroda in zgodovinske resnice. Okolikor ministrica v nadaljevanju ne bo prisluhnila opozorilom tako politike kot stroke, ki je jasna pri tem vprašanju, kot tudi uporabnikom arhiva, potem bom vložila v nadaljevanju zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu, ko bodo za to pač nastali pogoji. In ker vem, da bo gospod Leljak v nadaljevanju pojasnil oziroma povedal več tudi o današnjem zaslišanju Silva Gorenca, ki mislim, da poteka prav sedajle na tožilstvu v zvezi z njegovo vpletenostjo v umor Stjepana Crnogorca, želim izpostaviti še to, da spomnili se boste, da sem pred več kot pol leta vložila ovadbo zoper Ivana Eržena zaradi uničevanja arhivskega gradiva. Gre za zadnjega načelnika službe državne varnosti. In moram reči, da do sedaj še nisem dobila nobenega podatka, da bi se karkoli odvijalo v tej smeri. Očitno je, da avstrijsko in nemško pravosodje dela, medtem ko slovensko bistveno bolj počasi.